Po uspehu turških serij, kot so Istanbulska nevesta in Sulejman Veličastni, z veseljem sporočamo, da v Slovenijo prihaja nova turška telenovela z naslovom Predor Karavanški. V njej bomo kar 5 sezon spremljali zaplete turškega gradbenika Čengisa pri gradnji karavanškega predora. Že v prvi epizodi jo je glavnemu junaku zagodel Sulejman Kolektor in znižal svojo ponudbo za 17 milijonov evrov. Vendar pogumni Čengis je po junaškem boju vseeno slavil. Tudi Turki so prvotno številko spustili še za milijon, končna cena za slovensko stran predora pa 98,6 milijona evrov. Medtem ko Avstrijci slab kilometer daljši predor gradijo skoraj 9 milijonov ceneje. Vem, na prvi pogled zgleda, kot da so Avstrijci dobili več za manj denarja, ampak to so samo zato, ker so predor kupili v akcijskem pakiranju. Plačat so pa poslali upokojenca s kuponom za senior popust. Če je avstrijski del predora cenejši, bo pa naš toliko boljši, ker ga bodo gradili Turki. Glejte, če se kdo spozna na prodiranje v Avstrijo, so to Turki. Mogoče pri tem niso najbolj uspešni, imajo pa 500 let izkušenj. O njihovih skrivnih načrtih se je šušljalo že od samega začetka, zdaj pa so tudi sami priznali, zakaj se sploh spuščajo v tako majhen projekt, kot je karavanški predor. Because of the future projects. And normally we don't do the small projects, because we are one of the biggest company, especially for construction. But what we know, you have a future big projects, so we need to some experience. Govorice so resnične. Karavanke so zgolj vaja za gradnjo predora Šentilj-Dunaj, preko katerega bodo končno dosegli svoj cilj. Po neuradnih podatkih naj bi ta velikanski predor imel kar 2 cevi, eno za pehoto pa eno za konjenico. Datum pričetka turških vaj na Karavankah zaenkrat še ni znan, znano je samo, da so sosedje Avstrijci svoj del predora že skoraj končali. Kar je na nek način logično, saj se Kurz veseli vsake nove luknje. Zdaj pa Velenje, tamkajšnje Gorenje bo pod kitajskim vodstvom namreč naredilo to, kar naredi večina perspektivnih Velenjčanov. Preselilo se bo v Ljubljano. Čeprav načrt predvideva zgolj selitev sedeža družbe, delavski direktor ni zadovoljen. Koliko teh gre v Ljubljano, koliko ostane tule, se ne ve. To je do neke mere žalostno, ker ne nazadnje najmanj, kar je spoštovanje vredno do ljudi, je, da pravi čas vejo, ali morajo iti v Ljubljano. Dajmo pogledati z dobre strani. Premeščeni zaposleni se bodo na Ljubljano zlahka navadili. Velenje ima rudnik, Ljubljana ima rudnik. Velenje ima jezero, Ljubljana ima Koseški bajer. Namesto pogleda na Teš imaš pogled na toplarno. Namesto atraktivne velenjske arhitekture imaš Fužine. Edino, na kar se bojo mogli navaditi, je avtocesta. Poleg selitve delavcev v Gorenju skrbi tudi odpuščanje, saj nameravajo lastniki v Velenju ukiniti proizvodnjo pomivalnih strojev. Uradni razlog je sicer ekonomski, neuradni pa, da Kitajci ne razumejo, zakaj bi pomival posodo, če palčke lahko vržeš smeti. Poleg pomivalcev naj bi nehali proizvajati tudi hladilnike in to zamenjali s proizvodnjo televizorjev. A direktor miri. And also, by the way, making a TV is not as complicated as a refrigerator. So all the workers, through a basic training, they can easily be translated into a TV factory. So this is not a concern. Kako se bo Gorenje prestrukturiralo, bomo seveda še spremljali. Poleg morebitne izgube služb pa nas skrbi tudi, da bodo novi televizori iz Velenja predvajali samo lokalno postajo VTV, tekme Rudarja in pa videospote Six Pack Čukurja. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.